Kam te gremo, kaj te zdaj? Greva na obisk eni mladi podjetnici, ki ima še bolj inovativno idejo kot ti in ti mogoče lahko pomaga, da zbereš kaj za tvojega quiza. Bolj inovativno idejo od moje. Kaj pa dela? To boš pa še videl, sicer pa sva že skoraj tu. Potrkaj. Tu. Yes. Bravo. Čau. Bravo. Hej. Katja mi pripeljala sem. Kaj delaš? Pa evo, zdaj sem v fazi brušenja. Finiširam. Andrej namreč razvija svojo idejo, zdaj je novopečen podjetnik in zdaj zbira denar. Pa me zanima, kako si pa ti začela z marketingom? Ja, bolj kot ne, vse prišlo samo od sebe, ne. Ko sem se pojavila s to idejo na mesece oblikovanja, so res zagrabile na polno, ne, tako da zdaj, da bi jaz nekam v marketing vlagala, nisem, ne, ampak... Kaj je to? To je žlica ali kaj? Pa dobro, lahko je to in to, ne. Jaz to prepuščam domišljiji, pravim, ne. Vse živo sem že čula, zakaj se uporablja. Ampak super mi je, ne, jaz hočem, da je taki neki multinacionalni, mislim, multipraktični predmet, no. To so brki? Kje vse pa to prodajaš? Jaz za večino prodajamo preko teh spletnih trgovin, ampak tudi še tak dogovori trajajo v večini primerov. Drugače prodajam že tudi v Kazinote, zdaj grem v Ljubljani v ene trgovine, tako da, ampak večino vseeno se še take stvari kupuje preko spleta, no. Najverjetneje pa pri promociji pride prav tudi dobra spletna stran, je tako? Ja, sicer za spletno stran malo postavljeno, ampak smo se odločili, da bomo tako zelo razširili ponudbo v kratkem, da pride dosti nekih novih artiklov, ko so tudi na to temo, no, še vedno bolj les uporabljene. Poskusila si pa tudi na Kickstarterju. V bistvu se ti prijaviš in probaš zbrati pač neki začetni kapital s pomočjo donacije. Tako da nam je to uspelo, približno 4000 evrov smo dobili, kar je super, s tem smo pokrili neke začetne stroške. Je pa sigurno boljše, če probaš preko Kickstartera, ker je toliko večja baza, ko ima dosti več stalnih donatorov in zato, da dobiš pač denarja, možno dosti večja, ne? Pač ta začetnik, ko ga rabiš. Kaj mi lahko zdaj končno poveš že, kaj je to črv, ladica? Leseni dildo. Pač ženske erotični pripomoček. Odkot pa sploh ideja, da si začela to izdelovati? Ja ne vem, ker je taka poplava vseh teh erotičnih pripomočkov, ne vem, jaz sem radovedna, pa me stvari zanimajo, ampak ne, ko tako greš delati neki research, vidiš, da je dosti neka plastika, pa tako se mi zdi, da te stvari niso narejene dejansko za ženske. Tako da sem vseeno htela nekaj, kar je bolj pristno, pa ne, ni tako neprijetno, no, tudi če ga pustiš na mizi ali pa je bilo kje v prostori, da še vedno tako najzvijeti. Ampak vse to je pa ročno dela, ne? Ja, trudimo se, da so ročno, vseeno hočem, da so take osebne, tako kot predstavljamo znamko. Ampak ja, ne izključujem tudi možnosti, da se bo s časoma to toliko razvilo, da bomo to ene stvari mogli poenostaviti, ne. Ampak še vedno pravim, da bo vse zrezani ročno, da bo še vedno unikate. Odkot pa ideje za vse te različne oblike? Ja ne vem, jaz sem htela tako prilagoditi, ker sna, tudi ljudje smo si različni, tako da zakaj ne bile te oblike za dildote. Ne vem, nekako sem izhajala iz sebe, ker se mi je zdelo najprej v prvi vrsti to, da bo še vedno funkcionalno. So pa tudi okolju prijazni, ne? Konec koncev les je večen. Kje pa Andrej? Ja, mislim, da nam je pobegnil. Po mojem se je malo ustrašil konkurence. Ga grem iskat. Hvala lepa, Iris, in adijo. Čau. Jan Faline.